Naš gost. Naš gost. Naš gost. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Naš gost. Tokrat je z nami mladi zdravnik Federico Potočnik. Dober dan, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lep dober dan in hvala za vabilo. Federico Potočnik, vi ste prišli iz Argentine in preden bova nadaljevala s to slovensko zgodbo, ki jo zdaj živite, me zanima, kako se spominjate argentinskega otroštva. To je pravzaprav začetek te slovenske zgodbe. Mi smo odraščali v slovenskem okolju, hodili smo v slovensko šolo ob sobotah, k slovenski maši, smo bili pri maši ob nedeljah, ki je bila seveda v slovenščini. Vsi ljudje starosti mojih starih staršev so bili rojeni v Sloveniji in to v 90-ih letih, vam povem, je bilo prav zanimivo poslušati, kako oni so imeli pravi slovenski naglas. Mi, ki smo bili v Argentini rojeni, smo pa mi že imeli nek španski naglas in seveda nismo mogli tako dobro govoriti. Zdaj je to drugače, ker je internet in lahko slišiš v Argentini kakšno oddajo iz Slovenije in tudi v obratni smeri. Takrat je bil to en tak oddaljen svet, ki so nam ga približevali naši stari starši in to je začetek te ljubezenske slovenske zgodbe. Kako pa potem, da ste se odločili, da boste to Slovenijo užili ne samo nadaljavo, ampak tudi čisto zares in tukaj? No, tukaj pa pride pravzaprav ta argentinska komponenta nekoliko zraven, ker čeprav smo mi odraščali in v nekem slovenskem okolju, seveda smo hodili tudi v argentinsko šolo, jaz sem od malih nog govoril, da jaz bom šel v Slovenijo živeti, ko bom velik. In veliko mojih prijateljev nekako smo dihali, da v resnici naša domovina ni Argentina, je samo začasna. Naša domovina je v resnici Slovenija, naš materni jezik, je v resnici slovenščina, tudi če smo španščino toliko bolj govorili, tako da je bil nek naravni razvoj dogodkov, da smo vsi gledali proti Sloveniji. Pri nas se je to zgodilo leta 2002, ampak če danes gledam nazaj, se je na 100 argentinskih Slovencev že vrnilo, kot mi rečemo, domov. Kako je potem to šlo, ko ste prišli v Slovenijo? Si predstavljam, da so bile take čisto praktične težave. Treba je bilo nekje živeti, treba je bilo se odločiti za študij, kako boste svoje življenje peljali naprej. Kako je bilo? Bistveno manj stresno, kot je bilo mojim starim staršem, ko so prišli v Argentino. Ko so prišli dol z ladje, so imeli edino, kar jim je argentinska država dala, je bilo bivanje 3 dni v hotelu za imigrante in potem si se moral znajti. Nobene sociale, nobenih socialnih stanovanj, nobenih ničesar. In vsi ti naši Slovenci so si uspeli zgraditi kariere, delavnice, obrtniki, tovarne. Kaj vse smo mi uspeli, domove, vse to smo mi delali z lastnimi rokami, z lastnim angažmajem, koliko vsega so naši ljudje bili zmožni. In potem priti iz nekega civiliziranega okolja v drugega je pravzaprav malce, če primerjam z njimi. Je bilo pa malenkostno za nekoga, ki je bil star 14-15 let, kot sem bil jaz. Je seveda nek šok. In moram reči, da je bil v resnici, z leti sem to dojemal za nazaj, kulturni šok. Ker veste, poznam slovenske skupnosti po svetu, v nekaterih njih v Avstraliji, v Ameriki, v Argentini sem bil in vsi Slovenci smo si med seboj podobni, ti, ki smo iz izseljenstva, bomo rekli, in hkrati različni od Slovencev v matični domovini. In ta razlika je postala zelo jasna, ko smo se preselili v Slovenijo. V čem je ta razlika? V tem, da je predvsem Kje sta se te dve skupnosti ločili? V času druge svetovne vojne, predvsem v času revolucije. Tisti, ki nismo doživeli komunizma, kako se je slovenski človek razvijal v svobodnem okolju, kako je to kreativnost uspel razvijati, medtem ko pa v Sloveniji vse tisto, kar ni bilo v skladu z režimom, je bilo prepovedano. In seveda, koliko ljudi je bilo pomorjenih za to, da je ta režim sploh zaživel. Tako da, kaj se je smelo v Sloveniji delati, kako se potem razmišljanje tega slovenskega človeka razvijalo v Sloveniji, je različno. In danes, kar vidimo, je posledica vseh teh dejanj nas, naših starih staršev in kar vidimo danes v Sloveniji je posledica nas in naše zgodovine, tako kot kar vidimo v izseljenstvu je
posledica izseljenskega dela in to, da v Argentini 3., 4. generacija ohranjamo slovenski jezik, da imamo še vedno slovenske šole, še vedno slovenski srednješolski tečaji, še vedno hodi maturanti vsako leto v Slovenijo na maturantski izlet. Jaz mislim, da to je ena stvar, na katero smo lahko zelo, zelo ponosni in to je ena od stvari, ki jih lahko matična domovina nekako se nauči od tega, kako to slovenstvo ohranjati v okolju, ki je pravzaprav povsem drugače. Ne? Ja. Kako pa to, da ste se odločili potem za zdravniški poklic? Po eni strani mi je bilo to položeno v zibelko, namreč starša sta oba zdravnika in nekako sem ta zrak dihal v življenju, je pa bila želja študirati nekaj, kar je bilo tudi težko. Rad imam izzive in sem v življenju si postavljal veliko izzivov in eno ta je bil nek poklic, ki je poln, ki je zahteven, ki je tudi takšen, da veliko lahko narediš, da spreminjaš življenje. Ne? To se pravi, imaš zelo veliko moč, ampak hkrati ob tej moči pride veliko odgovornost. Ne? In mislim, da te to tudi sicer v življenju zelo izoblikuje, izbira konkretno tega poklica. Jaz mislim, da je ne samo šola za poklic, ampak šola za življenje. Kako pa to, da ste se potem, se je bilo izzivov verjetno na medicinski fakulteti kar veliko, vemo, da je to zahteven, težak, dolg študij in tako naprej, odločili še za nadaljevanje na Stanfordu, za katerega vemo, da je to pa res špica, ne? Ja, mislim, da skoraj vsa leta se tepe s Harvardom za prvo mesto za poslovne šole in to je bil naslednji izziv. Ne? In to je za nekoga, ki mogoče ima zelo rad izzive, biti, kako ne rečem, izpolniti vse izzive v Sloveniji je premalo in kar naenkrat so postali izzivi večji in želel sem iti v ZDA, to je bila želja od nekdaj, da eno leto preživim zunaj Slovenije, zato da tudi svojo glavo preluftam na nek način, zato da mogoče dobim kakšen pogled v svet, ki je drugačen od tega, kar imamo v Sloveniji. Poleg tega je to sovpadalo s covidno krizo, takrat kot infektolog smo bili v prvi vojni vrsti, to je bilo zelo naporen čas, seveda, ker prvi pacienti pridejo k tebi, to je bilo precej naporno in to je bilo tudi na nek način, kljub temu, da je bil študij, kljub temu, da so bili izpiti in podobno, je tudi bilo na nek način eno sobotno leto, kjer smo lahko od tega covida se malo spočili. In kaj vam je dal ta študij? Kaj ste odnesli, kar vas še danes spremlja? To je študij poslovnih ved, tako da, oziroma menedžmenta, skratka upravljanja. Jaz mislim, da kot zdravnik je nujno, da znamo tudi sistem upravljati. Namreč slovenski zdravstveni sistem je slabo upravljen in mislim, da osebe, ki so poklicane k temu, da ga boljše in pravilno upravljajo, smo tisti, ki v tem sistemu delamo. Ne? In tukaj jaz mislim, da ima zdravnik tudi največjo odgovornost, da se na te vloge pripravi. Zato je tale poslovni del tukaj prišel zelo prav. Hkrati pa se odvedno zanimam za slovensko stvarnost, za upravljanje naše države in si želim boljšega upravljanja, si želim pomagati, da bi upravljanje naše države bilo boljše, zato sem bil tudi v mladih letih predsednik podmladka Nove Slovenije. In kaj smo delali? Izobraževali, izboljševali, poskušali nekako dvigniti nivo naše politike. No, in če greš v tujino, dobiš veliko pogledov, dobiš veliko idej, ki jih lahko nazaj domov prineseš. Jaz bi vsakmu, ki ima to možnost, svetoval, da gre v tujino, da vidi, kako je, da se nauči pomembnih dobrih stvari za Slovenijo in pride nazaj te stvari upeljati v našo državo, pa dvigati celo državo. Ja, vi delate v bolnišnici Celje kot infektolog, poznate ta sistem tudi od znotraj, potem, ko ste šli v Ameriki, ste videli zadevo od zunaj tudi, a ne, in včasih pravijo, da se z razdalje bolje vidi in verjetno se boste strinjali z mano, če bom rekla, da je naš zdravstveni sistem bolnik, ki ga je treba ozdraviti, hkrati pa predsednik vlade govori, da so čakalne vrste vedno krajše, da bodo to popravili z ne vem kakšnimi rešitvami, ko se mi zdi, da tudi njim samim je že jasno, da na ta način, kot ga zdaj peljejo, ne bo šlo na bolje. Kje so glavni
pomisleki vaši ob pogledu na naš zdravstveni sistem v Sloveniji? Jaz bi rekel, da imamo en velik problem, ki se preslikava v vse podsisteme, tudi v zdravstvu. In to je nekaj, kar nam je ostalo še iz komunizma, in to je, da je prevelika moč državnega aparata oziroma oblasti. In večja, ko je moč oblasti in oblastnikov, manjša je moč ljudi. To se pravi, več odločitev, kot sprejema predsednik vlade, manj odločitev sprejemam jaz. In te odločitve so zelo vezane na denar. Višji, kot so davki, to pomeni, da več mi dajemo, moramo mi delati zato, da nekdo drug odloča, kam gre naš denar. In na dolgi rok več odločitev, kot sprejema nekdo drug, to se pravi, več denarja našega denarja, kot upravlja nekdo drug, šibkejši postajamo. Če nimaš izbire, recimo v primeru zdravstva je to ZZZS, mi za avte lahko izbiramo zavarovalnice, za zdravstvo pa ne. V zdravstvu je pa treba 2 leti, 3 leta čakati. Nihče ne čaka 2 leti na popravilo avtomobila. In torej, tukaj, kjer ni izbire, mi torej ne moramo izbirati, in manj, ko izbiramo, se odvadimo odločanja. In s časoma postajamo šibkejši zaradi tega, ker se navajamo na to, da nam država priskrbi. Nam mora priskrbeti stanovanje, nam mora priskrbeti zdravstvo, nam mora priskrbeti en kup enih stvari, ki jih v drugih državah ljudje sami znajo delati. Ampak kaj pa je posledica, da sam odločaš za sebe in sam delaš te stvari? Rasteš, postaješ močnejši. To se pravi, da če jaz nekomu pomagam, ga naučim ribo loviti, mu ne dam ribe vsak dan, ker bom naslednji dan lačen, ribe pa ne bom znal loviti. In jaz mislim, da ta ostanek komunizma, da dajejo ribe. Zakaj dajejo ribe? Zato, da lahko naslednji dan, če se upreš vladi ali pa če rečeš kaj takega, kar jim ni všeč, dobiš pol ribe ali pa ne dobiš ribe. To se pravi, dobijo kontrolo nad tabo. In v grobem jaz mislim, da je to glavni problem, prevelika kontrola strani oblastnikov. In mi postajamo šibki, in ker smo šibki, se ne moramo niti upreti. In narod, ki je šibek na dolgi rok, je obsojen na to, da ga bodo povozili drugi ali pa sami notranji. Predsednica Slovenije je pred kratkim odlikovala z zlatim redom za zasluge borce, češ da pomagajo ohranjati spomin na borbo, ki nas je rešila pred zavojevalci. S tem, da je veliko zgodovinskih knjig že zunaj in da vemo, da se je med tem v Sloveniji zgodila tudi revolucija. Kako si vi, Federico Potočnik, razlagate to, da je še vedno zelo veliko ljudi, ki tega sploh nočejo poslušati, kljub temu, da imamo iz meseca v mesec zaradi že omenjenih davkov vedno tanjše denarnice? Tukaj ste odprli 2 veliki temi. Ena je tema 2. svetovne vojne, revolucije, kontrarevolucije in povojnih pomorov. Mislim, da je tukaj stvar jasna. Resnica je jasna, zgodovina je zelo jasna. Kaj so s to zgodovino delali v času komunizma in po njem do današnjih dni, ko si predsednica dovoljuje takih ekscesov, medtem ko v Sloveniji hodimo po 700 plus moriščih in imamo ljudi v gajbicah. Sem jih videl, ko smo imeli vaje iz patologije na medicinski fakulteti, smo te gajbice gledali. A veste, da imam to v mislih in hkrati slišim predsednico vlade, kako odlikuje, to je zabruhati in to je najmanj, kar lahko rečem. Ampak vsem tistim, ki že leta upamo ali pa upajo, da se bo stvar obrnila. Vsako leto hodim v Kočevski Rog in si vsako leto rečem, letos še nismo naredili tega preobrata še. Jaz bi rad jim povedal, da ta preobrat bo. Mogoče ne danes, mogoče ne jutri, mogoče ga kdo ne bo dočakal, mogoče jaz ga ne bom dočakal, ampak bo, ker mora priti. Ne more država se zgraditi na zdravih, oziroma zdravo iti naprej, če nima zdravih temelj. In ti temelji so gnili. Te temelje slej ko prej se bojo sesuli in jih bo treba nazaj zgraditi. Meni daje upanje, da tudi na levi, tudi bivši komunisti ali pa komunisti vedo, kje je resnica in kako daleč so šli pri izkrivljanju le-te. Enkrat sva imela pogovor z Janezom Stanovnikom, tem znanim komunistom. On je zelo prostodušno rekel, da pri domobranstvu ni šlo za kolaboracijo, ampak za samo obrambo.
to izjavo sva posnela, jaz sem presenečen, da je to izjavo, ampak to vam pove, da oni vedo, kje resnica stoji. To se pravi, da vse, kar delajo, ni zato, ker bi strašno verjeli v nekaj, ampak zato, ker hočejo vzdrževati nek mit, ki ima gnile temelje. In zato rabijo tako močne mikrofone. Zdaj, kaj lahko mi na drugi strani naredimo? Mi imamo resnico na svoji strani, imamo pa premajhne mikrofone, ker si še ne upamo. Jaz mislim, da je v pogumu, da spregovorimo, mislim, da naše največje orožje. Federico Potočnik, vi ste zdravnik, infektolog, imate pri svojem poklicu verjetno zelo veliko dela. Kako to, da vas te stvari tako živo vznemirjajo? Ste se doma o tem kdaj pogovarjali tudi? Niti ne, ampak to je del nas. To smo mi. Ne moreš reči Slovenec, ne da bi rekel druga svetovna vojna. Ne moreš reči Slovenec, ne da bi rekel, da hodimo po moriščih in da imamo nepokopane ljudi. To je tako močen del našega narodovega telesa, da dokler tega ne počistimo, ne moramo iti naprej. Lahko pometamo pod preprogo in mnogi so to poskušali. Ne pustimo kosti, dajmo se o prihodnosti pogovarjati. Drugorazredne teme, kot je rekel predsednik Türk, ne? Obupno, saj cel bivši predsednik Türk je drugorazreden. Veste, mislim, to je zdaj drugo vprašanje. Kakšni ljudi mi spuščamo na politična odgovorna mesta? Omenili ste predsednika vlade Goloba. To je gospod, ki živi v paralelnem svetu. To je gospod, ki ne živi z nogami na tleh in govori stvari, ki vsi ga gledajo, vsi vemo, da se laže, on sam ve, da laže, mi vemo, da on ve, da se laže, ampak se še vedno lažejo. Skratka, ali pa izjava predsednice Pires Musarjeve o genocidu v Gazi, ne glede na to, kaj si človek misli o Gazi ali pa o Izraelu, mi imamo kot država neko stališče, ki ga ona kot uslužbenka te države mora zagovarjati. To, da ona se opogumila in povedala, kaj leži na duši, to nobenega ne zanima. In hočem reči, je en velik del teh stvari, ki sestavljajo to narodovo telo, ki ga je treba pozdraviti. Zato, ker mi rabimo imeti neko zdravo jedro kot narod, potem se lahko strinjamo ali ne strinjamo. Ne moramo pa politizirati o stvarih, ki so tako globoko zakorenjene oziroma tako globokega pomena kot to, da imamo na 10.000 ljudi nepokopanih ali pa skratka osnovnih stvarih tega našega naroda. Lahko se kregamo, ali želimo takšno ali drugačne stole, ali pa želimo, da gre država malo bolj levo, malo bolj desno, ampak osnove, to nismo še dovolj zreli, ampak nekoč pa bomo. Ja. Predsednica Margaret Thatcher, dolgoletna konzervativna predsednica angleške vlade, je izjavila, da je težava socializma v tem, da prej ali slej zmanjka tujega denarja. In tako se je zgodilo tudi argentinskim vladam, ki so se naveličali tega socialističnega upravljanja. Kako zdaj gledate na ta preporod v Argentini? Z velikim veseljem. Mi smo se družino 2-krat zapeljali na veleposlaništvo na Dunaj, zato da smo volili za Mileja. In zato, ker vemo, kaj se dogaja s temi socialističnimi politikami, lahko tudi z distanco gledamo na slovensko realnost in kaj se zgodi, če predolgo vlečeš te socialistične politike. Namreč, zmanjka tujega denarja. Saj, če to prevedemo v nek bolj razumljiv jezik, to ni tujega denarja od nekega tajkuna ali pa od Evropske komisije ali pa od ZDA. Ne, to je naš denar. Ko pogledate vašo plačo na koncu meseca, imate bruto, torej strošek delodajalca, pol tega ali pa včasih več kot pol tega gre državi, ampak ne gre državi za vrtce pa za šole, gre za anekse za 350 milijonov, gre za železniške postaje za 160 milijonov, gre za en kup enih preplačanih stvari. Skratka, zmanjka jim vašega denarja. To se pravi, oni imajo nekoč so, kako že pravijo, da je bilo tako mrzlo, da so videli socialista z rokami v lastnih žepih. In jaz mislim, da je naloga nas, ljudi, da to ustavimo. To se dela z volitvami, to se dela tako, da se zahteva od politikov, da nehajo zapravljati naš denar za neumnosti, za svoje prijatelje. Ta teden je bila Tarča in sem jo gledal o stanovanjski problematiki. Tam so se levi in desni kregali, kdo bo več denarja vzel nam vsem in dal za stanovanja za Bog ve koga.
kar naenkrat to socialistično razmišljanje so kar vsi prevzeli, a ne, zdaj tekmujemo, kdo bo bolj socialističen. Jaz mislim, da je rešitev drugje, kot je rekla Margaret Thatcher, vsak naj pogleda najprej na svoj žep, če znamo mi svoje gospodinstva voditi, naj se država tudi tako vede, ne da zapravlja nedogled denar davkoplačevalcev. Če pa davkoplačevalci bolj čutijo, da je to njihov denar, jaz si verjamem, da bo se volitve odvijale popolnoma drugače kot se. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Naš gost, z nami je zdravnik Federico Potočnik. Federico, kako izgleda vaš delovni dan, običajen delovni dan v bolnišnici Celje? Kaj je to običajni delovni dan, je pa tudi dobro vprašanje. Mi imamo različna delovišča. Jaz lahko delam na oddelku, kjer po jutranjem sestanku pogledam, kaj se je dogajalo z mojimi pacienti po noči, ali pa če v prejšnjem dnevu, kakšni so novi laboratoriji, katere preiskave bomo delali, potem gremo na vizito, paciente pogledamo, se dogovorimo, kaj bomo še naprej delali, kakšne so bile spremembe, ali so že za odpustiti, ali treba konzultirati kakšnega drugega specialista, ali so mogoče takšni, da morajo iti na intenzivo, ker tudi to se zgodi. Kdo bo odpuščen, skratka, vse to in potem to izvesti. V primeru, da sem dežuren, to pomeni, da po delovnem dnevu mi pred koncem dneva predajo službo, kar pomeni, da prevzamem tudi delovišče poleg svojega polnega oddelka, delovišče v urgentnem centru, kar pomeni, da kdorkoli pride v urgentni center z napotnico za infektologa, ga gledam jaz. In hkrati moram usklajevati, da je na oddelku vse mirno. To traja do naslednjega jutra, ne? Kar pomeni, da smo 24 ur v službi in to imamo enkrat na teden približno. Idealno bi bilo, da bi manj delali, ampak ni zdravnikov. Ne? Bi nas moralo biti 14, nas je 6 specialistov, pa še malo, ne? Ker imamo nekaj pomoči. Kako se pa počuti oziroma občuti ta primanjkljaj? Tako da na večjih nivojih. So tisti nivoji, ki jih ljudje vidijo, recimo čakalne dobe. Zdaj se čaka 1 mesec, potem 6 tednov, potem pa 8 tednov, potem pa spremenijo kategorije in zdaj kar naenkrat je to dopustno čakanje. Ne? Namesto zelo hitro damo pa ful hitro. Ne? Ampak v resnici ljudje to vidijo s tem, da več čakajo, so pa tisti aspekti, ki jih ne vidijo. Recimo v neki bolnišnici se zgodi, da ni več radiologov. Ali pa da so radiologi samo dopoldne, ali pa da je radiolog samo na klic in lahko pogleda kakšno stvar nadaljavo, če pa treba kakšen poseg narediti pod rentgenom ali pa ker rabiš radiologa v hiši, ga ne moreš narediti. Mogoče rabiš popoldne enega ortopeda, ortoped je od doma, ker nimajo več dežurstev v hiši, ali pa žilnega kirurga ni, ali pa skratka začnejo se stvari. Recimo, začne dlje trajati, recimo nekdo, ki je na urgenci, kar naenkrat danes ne morem narediti te preiskave, zato ker nimamo osebja, jo bomo pa jutri naredili. Zdaj, ali je tukaj kakšna škoda za pacienta, če naredimo naslednji dan? Včasih ni, mogoče pa kdaj bo, mogoče kdaj izveš kasneje, da je bila škoda zaradi tega. Ko je pacient hospitaliziran, ljudje mislijo, da pol pa že bo. Ja, v določenih primerih ne dobiš recimo ultrazvoka srca lahko 2 tedna, ne, ker ni dovolj in ti za eno bolezen, kot je recimo vnetje srčnih zaklopk, pa ga rabiš hitrejš, in ga moraš kam drugam poslati. Skratka, logistika znotraj hiše postane zelo komplicirana. Tega ljudje ne vidijo, ne, ampak se pa čuti. Manj, ko je, pomislite, ljudi je enako ali pa več. Ampak, če je zdravnikov manj, pomeni več dela na vsakega zdravnika, potem ti zdravniki ali odpovejo, ne morejo več in odhajajo. V Ljubljani se to redno dogaja in mi vsake toliko izgubljamo par zdravnikov, ne? In se delo prerazporedi. Jaz mislim, da bo zaradi tega slabše. Koliko bojo ljudje to čutili, bojo, razen oblastnikov, veste, ker oni ne čakajo v čakalni vrsti tako kot vi in jaz, ampak oni najprej pokličejo kakšnega znanca, ki je predstavnik kakšnega oddelka. In kar naenkrat se nekdo znajde hospitaliziran, ki je pa zelo pomemben, kako je pa ta človek zraven prišel, prek vez in poznanstev. In jaz mislim, da je to ena velika hinavščina skrajne levice, ker oni v javnosti govorijo javno zdravstvo, javno državno,
In jaz vem, da oni klicarijo naokrog, da dobijo in hospitalizacije, in preglede, vse preko vrste. In tudi v tujino gredo, ne? Tudi v tujino, ampak že te, ki okrog prenašajo lasten sistem, ko je pa treba glasovati, pa še vedno glasujejo tako kot ponavadi. Jaz mislim, da je tukaj ta hinavščina takšna, da bi jo morali ljudje kaznovati na volitvah. Federico, preden ste se vi odločili za infektologijo, so bile v igri še druge specializacije ali ne? Jaz mislim, da vedno ima človek ene par specializacij, ki jih ima rad. V mojem primeru je bila to urgentna medicina, je bila pediatrija, tudi ginekologija, moj oče je tudi ginekolog, pa mi je to tudi zanimalo, ampak potem vidiš ne samo tisto, kar delaš kot zdravnik, konec koncev medicina je različna, ampak je še vedno medicina. In pridejo drugi aspekti. V ospredju, v mojem primeru, je bila ekipa na infekcijskem oddelku v Celju, ki je fenomenalna. In od vseh skupin, ki sem jih jaz videl in pa sem precej krožil, je ta najboljša, imam veliko srečo, da sem del te ekipe. Kaj vam je bilo všeč pri tej ekipi? Dobro delamo skupaj. Ni neke tekmovalnosti, si pomagamo, tudi lahko sedimo za mizo pri kosilu in se smejemo in se zabavamo in znamo biti tudi sicer ljudje, kakšni drugi oddelki so vsi skregani ali pa so toliko pod stresom, da to kažejo z jezo. Pri nas imam to, moram reči, srečo, ta blagoslov, da so krasni ljudje. In tudi, večkrat sem rekel, če bi ta skupina, ki so sicer infektologi, bili gastroenterologi ali pa kardiologi ali pa dermatologi, bi bil jaz potem dermatolog, kardiolog ali pa gastroenterolog. Se pravi, to človeško vas je naprej gnalo. Ja, ker konec koncev ti lahko že delaš nek poklic, ali to medicina ali katerikoli drug, ampak s kom to delaš? Ali to delaš v okolju, ki te spodbuja, ki ti pomaga, kjer imaš lahko skupaj kosilo, ali to neko okolje, kjer so ali ljudje skregani, ali pa vsak za sebe, ali pa so skupince. Skratka, ta človeška komponenta se mogoče premalo poudarja recimo na fakulteti, ampak je pa zelo, zelo pomembna, ko z ljudmi delaš. Konec koncev hospitalne specializacije so take, da moraš zelo veliko sodelovati z drugimi kolegi. Pravijo, da ni zdravnikov, tudi vi ste zdaj to potrdili, a nekako jih je premalo po vseh oddelkih, po vseh bolnišnicah. Kako to, da ste se odločili za bolnišnico v Celju, verjetno živite tam? Ja, v Celju živim, pa mi je prijetna bolnišnica, zato ker je največja splošna bolnišnica pred univerzitetnima kliničnima centroma. Pa mislim, dobro se mi je zelo, pa domače se mi je zelo. Je vedno ena taka prijetnost v tem, da zdraviš ljudi, ki so tvoji sosedje, lahko tvoji sorodniki ali pa so sorodniki od tvojih kolegov, ali pa to ustvarja neko skupnost in ta skupnost celjske ali pa savinske regije ali pa spodnje štajerske je lepa. In tudi ta vidik je pomemben. Ni samo, da zdraviš mehanično nekega človeka, ampak da zdraviš nekoga, ki ti je po človeški plati lahko sosed, to se pravi blizu. Ta občutek skupnosti je tudi eden od razlogov, zakaj mogoče gremo preko sebe in delamo več dežurstev in ostajamo dlje v službi, ker so vendarle naši ljudje. Ali ljudje to znajo ceniti ali morda nasedajo medijem, ki pravijo, glejte, jih zdravnike najprej dopoldne služijo in molzejo državo, potem pa še v zasebnem sektorju delajo, kako so pokvarjeni, ali so do vas razumevajoči in hvaležni za vse, kar dobijo od vas? Pacienti so krasni. Pacienti običajno niso žrtve teh propagande. Kakšni svojci tu pa tam, ki vidijo to zdravstvo oddaleč, mogoče ne kot pacienti, imajo včasih drugačne poglede, ampak sploh zdaj, ko je taka vojna proti zdravnikom, jaz mislim, da to škodo, ki jo ta vlada dela, bomo sanirali še naslednjo generacijo vsaj. Ampak nič za to, mi vseeno delamo, mi še vedno stavkamo, mimogrede, ampak ne bomo pa mi pustili naših pacientov umirati. Vlada računa na to, da bomo mi popustili in res pravilno računa na to, da bomo mi popustili, zato ker če moram izbrati med tem, ali bo moj pacient dobil oskrbo ali se bom jaz postavil proti Golobu, lejte, rajš bom izbral mojega pacienta in sem ponosen na to, da bomo klonili pred Golobom. Mi je pa žal, da ta oblast tega ne razume, da to razume kot šibkost,
da skrb za naše ljudi razume kot šibkost. Tako da z tega vidika moram reči, tak sladko kisel občutek je s pacienti in je krasno, je pa tudi res, da manj kot nas je, dlje bojo čakali ali pa slabšo skrbo bo. A veste, ker če je za moj polnodelek, ali nas je 5 zdravnikov, ali sva samo 2, se bo slej ko prej odražal v kakovosti obravnave. Ali bo počasnejša, če sem utrujen, bom sigurno prej kakšno napako naredil, kot če sem spočit. In to preslikati na celo državo, ja, bodo napake, ja, bodo problemi. Zdravstvo gre na slabše. Mi se lahko enako ali več trudimo, ampak zaradi zunanjih razlogov zdravstvo tone. Zdaj vprašanje je, ali bomo te posledice videli pred volitvami, da bojo pravilno kaznovani tisti, ki so to povzročali, ali se to bo izražalo ali pa videvalo čez leto, 2, 3, ko bomo toliko dekompenzirali, da ne bomo več mogli popravljati ali pa kako ne rečem, te škodo, ki jo delali tudi mi, sanirati. Ker mi konec koncev škodo, ki jo oni delajo, poskušamo, da se ne pokaže. Zato, ker to se pozna na zdravstvu ljudi in zdravstvo ljudi mnogokrat presega mandat te čudaške vlade. Uvodoma ste rekli, da se Slovenci ločimo po tem, da smo nekateri preživeli to dobo komunizma, nekateri pa ne. Pa me zanima, če vi zaznavate to neko, stanovnik bi rekel, totalitarno poškodovanost v tem okolju slovenskem. Absolutno. Jaz eno stvar vidim in to predvsem eno razliko med tistimi, ki so bili na oblasti oziroma ki so bili v kastah, ki so imeli oblast in v tistih ljudeh, ki smo morali, to se pravi, moja družina je morala biti tiho. In vsi tisti, ki ste morali biti tiho v tem času, se pozna. Ker pomislite, Golob recimo, on je sin direktorja Soških elektrarn bivšega, in se zelo pozna, ali si sin direktorja, ali pa si sin nekoga, ki mora biti celo življenje tiho in se ni smel udejstvovati. Je bil prikrajšan. V 1-2 generacijah ali te izoblikujejo v nekoga, ki verjame, da mu je vse dovoljeno, ali pa te izoblikujejo v nekoga, kjer ti je rečeno, da ti v bistvu samo tiho bodi in delaj in pridno in da te ne vidijo. Logično je, da oni so ustvarjali nov oblastni razred. Medtem ko pa druga stran, torej naša stran, ni mogla tega narediti. In zato jaz mislim, da smo šibki zaradi tega. In ta šibkost me boli, kot Slovenca me boli, ker na oblast prihajajo samo taki, ki imajo, ne samo taki, ampak skoraj prevladujejo taki, ki imajo slabe namene ali pa imajo namen si polniti žepe. Jaz mislim, da zato, da si politik, moraš imeti Slovenijo bolj rad, kot pa tisti plus, ki bi ga lahko imel od tega, da bi bil koruptiven. In jaz mislim, da tega v Sloveniji je, da je premalo in zato prevladujejo ti koruptivni posli, prevladujejo te stvari, kot recimo govor pri Smucerjevi ali pa eskapade premijera Goloba, zaradi tega, ker imajo raje svojih 5 minut slave, kot pa narod, za katerega bi morali skrbeti. Ja, in svoje žepe zraven. Absolutno. Povejte mi, ali se domoljubje v Argentini kaj loči od domoljubja vladajoče levice, za katero vemo, da se iz domoljubja pravzaprav norčuje? Ne, saj so zelo domoljubni, ampak ne do naše države, ampak do njihove bivše države. Oni govorijo o bivši Jugoslaviji kot o bratskih republikah. Prosim lepo, nikoli v življenju jaz nisem zaznaval od naše skupnosti, da bi dojemali druge narode bivše Jugoslavije kot bratske narode. Prosim lepo. Če greš v Argentino ali pa v Avstralijo ali pa v Ameriko, in v moji družini 8 narodnosti. Mi smo dejansko... Katere narodnosti? Imamo torej Španci, Italijani, Švedi, Danci, Nemci, Slovenci, skratka, veliko nas je, ker pač Argentina je taka država, da je sestavljena iz mnogih narodnosti in se je v našo družino priženjala ali pa nekako smo se tako sestavili. In potem vidiš, kako deluje vsaka skupnost, kako živi vsaka skupnost. Ker v Argentino se hodi že 200 let, ni tako, da samo od 2. svetovne vojne naprej. In torej to domoljubje rasteš z njim.
si del tega, ni stvar, ali si domoljuben ali ne. Ne, to je tako globoko noter, da je del tebe. To je neločljiv del tebe. V Sloveniji pa je ta skupina na to Slovenijo pozabila. Ne? Kar naenkrat so jim bliže druge države, ampak to je tudi ena taka značilnost levice. Ne? Oni imajo radi vse, kar gre proti nam ali pa proti sebi. To je, nekdo je temu rekel oikofobija, oikos kot hiša, kot dom v grščini, in da sovražijo ali pa se bojijo tistega lastnega. Sovražijo lasten narod, sovražijo lasten spol, a ne, tudi spol naenkrat so skregani z lastnim spolom, a ne, z jazom. To se pravi, vse, kar so korenine, jih hočejo uničiti zato, ker potem skratka, to je dekonstrukcija človeka. Ne želim iti predaleč v to, ker nisem filozof, ampak če pogledate to dekonstrukcijo človeka, kako oni reže vse korenine, ki nas delajo, kar smo, kaj mene dela moškega, kaj mene dela Slovenca, kaj mene dela, ne vem, fanta, moža, sina, ker tudi proti družini so, ne? Proti vsem tem stvarem, ki nas delajo stabilne. In če si nestabilen, te lahko vsak vetrič odnese, in to je tudi konec koncev želja komunizma, ne? Atomizirana družba posameznikov, ki se jih da zlahka kontrolirati. Ne? Proti temu se seveda moramo boriti. Ne? Poslušate podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Naš gost, z nami je zdravnik Federico Potočnik. Marsikaj sva že rekla o vašem profesionalnem življenju, se pravi življenju zdravnika v celjski splošni bolnišnici. Imate pa tudi svoj pogled na politiko v Sloveniji, ne? Pred kratkim smo lahko opazovali zlom poslanca SDS Andreja Hoivika, ki je bil v zelo, lahko rečemo, strupenem okolju. In se ne čudim, da se je mlademu poslancu, ker mu gre za Slovenijo, zgodilo nekaj takega, potem pa smo na omrežjih spremljali res nizkotne komentarje te druge strani. Kako vi to komentirate? Verjetno ste opazili to, ne? Osebnih stisk ne bi komentiral, ker ne vem, kaj se je z njim dogajalo, tako da lahko samo daleč gledam. Mislim pa, da imamo velike težave z dojemanjem javnega prostora, v smislu, kaj je stvar debate. Ne? Ker za levico, oziroma predvsem za skrajno levico tukaj, ne? Jaz mislim, da je demokratični prostor desno, levo, skrajnosti niso del demokratičnega prostora. Mislim, da stranka Levica ne paše v demokratični prostor. Ne? Jaz upam, da jo bomo v naslednjih volitvah, da bodo ljudje demokratično vrgli tja, kamor spadne. To je na smetišče zgodovine. Zdaj, javni prostor je prostor, kjer je debata, kjer je pogovor, kjer se lahko strinjamo ali ne strinjamo, ampak tudi če se dva ne strinjava, oba sva še vedno Slovencev, oba sva pripadnika tega naroda in želiva, da gre temu narodu dobro. Ne, pa njihovim ljudem dobro. V Sloveniji pa je od revolucije naprej tako močno to razbitje naroda, da je šlo do tega, da so rabili pol ljudi pobiti, da je sploh začel sistem delovati. Ne. To se pravi, da jim nič ni sveto. In levičari, skrajna levica predvsem, ne pristajajo na to, da se z ničim ne strinjajo. Oni ne bodo rekli, jaz se z vami ne strinjam. Oni bodo rekli, vi ste fašist, zato nimate pravice do mnenja. Ne, niso sposobni, ker imajo slabe ideje. Ne? Take ideje, da če bi jih dali na trgih, noben ne bi kupil, zato mora biti vse na silo. In ravno zaradi tega oni niso sposobni ene debate in potem zato, da zmagajo v debati, je treba nasprotnika dehumanizirati. To se pravi, ni več oseba, s katero se strinjam ali ne strinjam, ampak je rasist, fašist, mizoginist, karkoli kar meni dovoljuje, da uporabljam hujša sredstva, kot pa samo, da se ne strinjam. In to se dogaja v Sloveniji, kdorkoli bo voditelj desnice, za nazaj in za naprej, ali pa to se je dogajalo Trumpu, Bolsonarotu, Melonijevi, ali pa komorkoli, ki ga levica ne mara, ga bodo demonizirali do te mere, da ni samo, da se ne strinjajo z njim, ampak to je slab človek in ker je slab človek, nam je dovoljeno uporabljati sredstva, ki sicer ne bi bila
civilizacijsko dovoljene, ali pa jih ne bi uporabljal proti nekomu, ki je moj somišljenik. Ja, Janez Janša je sposoben vodja desnice, ki ga že pravzaprav od osamosvojitve naprej napadajo, bil je tudi v zaporu. Afero Trenta mu očitajo, pa vemo, da je šlo samo za prodajo zemlje in tako naprej. Kako vi gledate na ta fenomen? Ali je to posebnost Slovenije ali morda so tudi v Argentini kakšni taki primeri? No, jaz bi najprej popravil, ni vodja desnice, ampak je predsednik SDS-a. Desnica nima vodje. Ampak je predsednik ene stranke, ki je trenutno največja v slovenskem parlamentu. Ampak desnica v Sloveniji ni enoten, tako kot levica ni enoten blok. In jaz mislim, da se moramo več pogovarjati ne toliko o ljudeh, ampak o idejah, zato ker imamo v Sloveniji zelo razbit oziroma nerazvit, razbit z B-jem ali pa nerazvit političen prostor. Mi potrebujemo dobro izdelane ideologije v smislu, kaj ponuja stranka ljudi. Mislim, član Nove Slovenije, jaz sem krščanski demokrat in vem, kaj za krščansko demokracijo stoji. Ne, gre za subsidiarnost, gre za socialno-tržno ekonomijo, torej za nek način upravljanja z državo, ki je skladen z mojim gledanjem na svet. To je v mojem primeru krščanska demokracija, pri komu drugemu je socializem, pri komu tretjemu so liberalni konzervativci. Skratka, jaz bi si želel več te ideološke čistosti, da bi lahko ljudje lažje izbirali ne stranke, glede na to, kdo jim je všeč ali pa kdo jim ni všeč, ampak kaj je vsebina, ki jo bo tista stranka zagovarjala. Ker veliko se govori, s kom bo šel kdo v koalicijo. Veste, če bi jaz bil predsednik ene stranke, bi šel s komorkoli v koalicijo. Če bi bil predsednik NSE, bi šel v koalicijo z Levico, noben problem, če bi oni delali po našem programu. Ampak to se ne bo nikoli zgodilo, tako da taka koalicija je absolutno nemogoča. Ker če se obešamo samo na osebnosti, se zgodi to, kar se nam dogaja zadnjih 10 let. Pride neka osebnost na oblast, ta osebnost se izkaže, da je ena katastrofa. Kaj se pa naredi z vsemi tistimi glasovi, ki so tega človeka volili? Na 4 leta se menja. To se pravi, gledanje obrazov je neodgovorno, ker ti obrazi ne polagajo računov. Vi imate v Nemčiji iste stranke, no razen mogoče kakšne nove, tako robne, ampak CDU, CSU, tam stojijo že zelo dolgo, ne pač od demokratizacije ali pa socialdemokrati, Švedska, v Avstriji. Skratka, ta stabilnost, ki jo ta država potrebuje, ne more biti odvisna od nekaj obrazov, ker ti obrazi lahko jih jutri vlak povozi, kaj pa naredimo po jutrišnjem. Ja. Jaz mislim, da je cela desnica v enem, bom drugače rekel, uporabil besede Lojzeta Peterleta, da je preveč petelinov na premalo gnoja. In mislim, da ti spori na desni veliko jih začenja levica sama z svojimi vprašanji, zato da vnašajo razdor med ljudmi, ki načeloma podobno mislimo. Ne? V SDS ali pa v Novi Sloveniji, mislim, člani, ne morem govoriti za vodstva, ker ne vem, ampak zelo podobno mislimo v večini primerov. Ne? Tako da tukaj nekih težav ne vidim, kjer jih pa vidim je v tem, da dokler nimamo več kot 50%, vsi ti, ki bolj demokratično mislimo, jaz mislim, da ni prostora za kakršnekoli spore ali pa kdo s kom bo šel, s kom ne bo šel. Jaz mislim, da so vse te stvari nepomembne. Pomembno je, kako bomo mi bom pravzaprav to zapakiral eno prispodobo. Mi smo na Titaniku in se na desni pregovarjajo, kdo bo igral prvo violino. A veste, prvo se moramo zmeniti, kako to ladjo obrniti, potem bomo videli, kdo bo kaj igral. In kako vi mislite, da bi moralo biti potem na desnici, ker je to naš večni problem, da ne znamo strniti vrst, medtem ko pred volitvami nekako tej levici, ki ima tudi že daljšo tradicijo odločanja in upravljanja z državo, čeprav po mafijsko, ne vedno uspe. Zato, ker jim je zelo jasen cilj in to je ohranjanje oblasti. Desnica pa ima veliko dobro mislečih ljudi, vsak bi želel najboljše za Slovenijo, ampak nimamo pa čisto jasno, kaj ta vizija je. Tudi zaradi tega, ker v komunizmu se ta naša vizija neke svobodne Slovenije v Sloveniji ni razvijala, se je razvijala v tujini ali pa v posameznih, kako ne rečem, skritih kotičkih, ni se smelo o tem tako glasno debatirati, ampak mislim, da tukaj je velika naloga, ki je še ni izpolnila, cela skupina demokratično usmerjenih ali pa pomladno usmerjenih institucij. Tukaj govorimo o desnih strankah, o
zasebnih, o katoliških šolah, o cerkvi, o vseh teh civilnih iniciativah oziroma civilnih društvih, ki dihajo podobno. Ne? Dokler ni enotnosti, da se vsaj glede smeri dogovorijo, jaz mislim, da bo ta razbit prostor vedno prav prišel zelo strnjeni levici. Cerkev je plačala visoko ceno v preteklem režimu. Kako vi vidite cerkev danes? Veliko vprašanje. Jaz cerkev vidim ne samo kot vernik, ampak kot bivši škofic, recimo, ki sem bil v katoliški šoli in jo vidim kot en ogromen potencial, ki ni povsem izkoriščen. Velikokrat cerkev v zelo dobri veri, kako rečem, ustvarja ali pa vodi svojo čredo v neko posvečeno življenje, ampak mislim, da pozablja, da je akter v družbi. Ne? Hočeš nočeš, je vsak kristjan akter v družbi. In če mi pristajamo na tezo, da smo samo veseli katoličani, to rečem skoraj z žalostjo, ne, če smo samo zato, da hodimo k maši in da živimo eno pristno krščansko življenje. Kot da je to samo zasebna stvar? Tako, absolutno ni zasebna stvar. Prvi, da vera ni zasebna stvar, ampak to je del nas in neločljiv del nas. Moramo iti s tem ven v svet. Ne? In tudi cerkev mora se zavedati, da je tudi politični akter, ne strankarski, ampak politični akter. Tudi oni soustvarjajo življenje na Slovenskem in če želimo, da bo življenje na Slovenskem popravilo vse te rane, ki jih je komunizem naredil, nujno potrebujemo aktivno cerkev. Tukaj sem jaz velik oboževalec kardinala Rodeta. Ne? Ko smo šli s škofijsko v Rim, k njemu na obisk kot kardinalu, on je rekel: fanti in dekleta, od vas se veliko pričakujete, nimate pravice biti izgube. Kako močna izjava in čudovita izjava, ker je res. Sem bil pri maši, je daroval nadškof Hočevar in on je začel, to je bilo za svetega Jurija, zavetnika Ljubljane, in on je rekel: Ljubljančani, torej vi, ki ste odgovorni za to mesto. Wow, to. Jaz želim cerkev, ki ljudi spomni, da smo mi odgovorni za ta košček zemlje, ki nam je bil dan. Se pravi, tudi za zdravo vodo tega mesta. Absolutno. Če govoriva o kanalu C0, ne razumem, kako lahko toliko ljudi, ki je proti, ne more tega ustaviti. Očitno smo premalo aktivni, premalo močni in ti ljudje, ki hodijo pred magistrat, vsa čast in jim želimo vse dobro, ampak želim si pa tudi, da vsi ostali bi se aktivirali do te mere, da ne bi mogel spet župan delati po svoje in ignorirati toliko ljudi. Velja isto za vlado, kako je možno, da dela toliko škode, pa se jim nič ne zgodi, kamorkoli grejo, jim nekdo ploska. Napaka, jajca bi jim mogli metati. Federico Potočnik, tako ste angažirani tudi s svojimi političnimi pogledi in gotovo, da tudi kot zdravnik. Pa me zanima, ali vam ostane kaj prostega časa in zakaj ga porabite, če ja? Zdaj, pravzaprav, kdaj kaj napišem ali pa kdaj kaj povem, to je vse v mojem prostem času, zato ker mi je draga ta naša domovina. Me je zabolelo, ko sem prišel iz Argentine in sem pričakoval neko slovensko skupnost, ki bi bila tako živa kot v Argentini in tako zdrava kot v Argentini, in vidim eno skupnost, ki je dobra, poštena, ampak ranjena oziroma tepena. In jaz bi si želel, da ljudje vidijo, da ne rabimo več biti tepeni. Ne? Nas je dovolj, nas je veliko, smo močni, samo zbuditi se moramo. Ta strah, ki je mogoče nekoč bil zaradi udbe, tega strahu ne rabimo imeti več. Mi lahko glasno in jasno povemo, mi smo kristjani, mi smo ali desni, ali tudi če so levi, saj nič hudega, ne? Kar si polno živi, ker imaš vso dostojanstvo in vso pravico, da si kdor si, ne da ti kdorkoli kroji življenje drugače. Ta moč, ki jo ljudje imamo, to se vračava na začetek, ta moč, ki jo ljudje imamo, jo moramo iztrgati, oblasti jo vrniti k sebi, zato da si lahko krojimo življenja
da lahko te naše talente sami razvijamo, ne? In ne da čakamo, da nam kdo ribo prinese. V pogovoru, ki sva ga imela malce pred snemanjem, ste mi omenili še ime ene avtorice, filozofinje in pisateljice, a ne sicer Rusinje, ki se je leta 26, mislim, preselila v Ameriko, sicer se je rodila 1905, da to bi morali pa vsi Slovenci poznati. Zakaj to mislite? Ja, to je Ayn Rand. To je pisateljica, to je ruska židinja bila, ki je bežala iz Sovjetske zveze in prišla v ZDA. Njena filozofija je objektivizem, je tako diametralno nasprotno socializmu, da mislim, da bi jo vsak moral prebrati že zato, da razume drugo plat. Ni se treba strinjati z njo, da se razume drugo plat. Zdaj, jaz se z njo v veliko stvareh strinjam in si mislim, da z veliko poslušalcev ne bom, ampak ona govori o egoizmu. Ampak govori o egoizmu zelo pozitivno, ne? In ko sem razmišljal, veste, jaz sem velik egoist, jaz sem največji egoist, ki ga jaz poznam. Ampak to v Sloveniji razumemo narobe, po mojem mnenju narobe, zato ker to so nam, če delaš za sebe, je to slabo rečeno, ne? To se pravi, to, da jaz delam nekaj za to, da jaz rastem, da se izboljšujem, to je kar naenkrat slabo, ne? In če razmišljaš, so nam tudi odcepili, da če delaš zase, avtomatsko tudi delaš to na račun nekoga drugega. Torej se pravi, če delaš nekaj zase, potem ti je vseeno za soseda. Ne. Ravno v skupnosti jaz delam tudi zato, da gre mojemu sosedu dobro. Če jaz vidim mojega sorodnika, prijatelja, da mu gre dobro, to je čisto egoistično. Jaz sem vesel, da je tista oseba dobro. In tudi jaz bom kaj naredil za to osebo, ker mi prinaša veselje. Jaz velikokrat kot primer dam, če vsakič, ko damo 10 evrov ali pa 1 evro ali pa 100 evrov Karitasu, bi nekdo prišel in nas tepel po glavi 10 minut, da bi nas vse boleli, a bi dal naslednjič teh 10 ali 100 evrov? Bi malo premislila, ne? Ampak to, da nekomu pomagaš, prinaša veselje. Ne? Ker če samo pomoč bi nam prinašali bolečino, bi zelo hitro nehali pomagati. To se pravi, v tem razumem ta egoizem, kot da vsi delamo za to, da gre nam vsem dobro, da ni treba nikomor biti na slabše, se da tako družbo graditi, kjer si pomagamo med seboj in vsi s tem rastemo. Ja, Mi, ki živimo, je naslov ene knjige, potem druge je naslov Izvir in tretje še Atlasov skomik. Atlasov skomik. Jaz bi zelo priporočil Izvir in na to Atlasov skomik. Samo za razumevanje stvarnosti. Ni se treba strinjati, ampak popolnoma drugačno razumevanje, ki nam bo pomagalo tudi Slovenijo videti iz dveh zornih kotov, iz socialističnega, ki ga imamo še preveč prilepljenega, ne, na možgane, in tega popolnoma drugačnega. In tukaj mislim, da lahko najdemo neko srednjo pot, kjer se bomo vsi lahko razvijali v neko pozitivno smer, rastli in bili s tem tudi srečni. Ja, Federico Potočnik, za konec bi zdaj lahko spustila tisto Slakovo Lep zares je samski stan in potem na koncu jaz pa pojdem pod dekle in deklica mi ženka bo. Se veselite prihajajočih dogodkov? Zelo. Čez 2 tedna se poročim. Hvala lepa za dober izbor skladb. Tako da ja, tako kot se življenje gre naprej, končuje se neko obdobje, začenja se neko drugo in se veselim novih trenutkov pač v novi vlogi in jaz enako želim za Slovenijo, da bomo nek stari stan zapustili s stvarmi, ki je prav, da ostane v preteklosti in da se pozitivno ozremo v prihodnost z vso močjo in veselje, ki jo Slovenci premoremo. Smo čudovit narod, samo malo poguma rabimo, zato da lahko zaživimo. Jaz bi tega vsem zaželel. Ja, potem pa vam želim vse dobro v novem stanu, seveda pozdravljam tudi bodočo soprogo. Sloveniji pa želim, da bi se prebudila v demokratično državo. Hvala lepa za lep pogovor in vam želim res vse dobro. Hvala lepa tudi vam. Hvala za poslušanje.
Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.